Zdravo! Barista Aljaž nam je predstavil, kako v lokalu pripravijo najboljši espresso, kako espresso servirajo in kako se espresso pije, kako lahko vi doma pripravite najboljšo turško kavo ali kavo iz kafetere. Aljaž pa nam je povedal tudi, kaj loči dobrega baristo od Cankarjeve mame. Za pripravo dobrega espressa za začetek potrebujemo čisto kavno ročko. Pomembno je, da je zmeraj tudi, da je suha, da dejansko ni sledi kave v njej. Naslednji pomemben postopek je sveže mleta kava. Mi uporabljamo mlinčke, ki zmeraj sveže meljejo kavo. Za en espresso je potrebnih nekje med 8 do 9 gramov kave. Ker uporabljamo dvojno ročko za espresso, pri nas zaradi lepšega pretoka vode, imamo za double shot nekje med 19 in 20 gramov kave. Damo ročko v mlinček. Evo, pa dobimo sveže mleto kavo. Zdaj pri espresso zmeraj je pomembno, da kavo prvo potlačimo, torej da se nam posede, lahko naredimo to z roko, če je preveč kave. Drugi najbolj pomemben postopek pri pripravi espressa je v tem tempanje kave. To moramo enakomerno stisniti kavo dol, vodo ravno, da dejansko se na nobeno stran ne nagnemo. Še enkrat udarimo kavo sem, da se nam posede, še enkrat potem stisnemo dol z pritiskom med 15 do 20 kg. Stavimo kavno ročko v kavni avtomat. Pa spustimo espresso. Zdaj, ekstrakcija za espresso pri nas traja med 25 do 30 sekund. Pomembno, kaj je pri espresso, pa je to, da je pravilna struktura med peno, dejansko samo tekočino in pa okusom. Vse naše kave, kaj so dejansko manj pražene, imajo malo več kislin, dobena pa nima grenkove. Gramov v posamični espresso steče 22, to pomeni, dodamo 19 gramov kave, dobimo za dve skupaj 42 gramov tekočine. Najboljši recept za turško kavo je, razmerje med vodo in kavo je 100 ml vode na 10 gramov kave nekje, da je dejansko okusna, da ni preveč vodena, pa da je dovolj gosta. Da se dejansko hladna voda, damo noter kavo, damo na štedilnik, ploščo, pač bilo kaj imamo doma, segrejemo, potem damo plin oziroma električno ploščo damo na neko srednjo jakost, počakamo, da se kava dejansko vmeša v vodo, premešamo, kaj gre kava prvič, dejansko se dvigne, odstavimo, smešamo, nalijemo. Kafetjera isto, zdaj najboljše je, ko imamo v spodnji del, kako se reče temu, spodnji del kafetjere, segrejemo vodo, pred vretjem ustavimo, nalijemo vodo do tistega ventila, potem damo kavo, malo bolj grobo mleto, kot za turško mora biti, v toto posodico, damo noter do vrha, ne potlačimo, to je nujno, zapremo, kak kava dejansko začne iti ven, znižamo plin, pustimo, da steče, pa takoj kak prije oni veliki mehurčki ven nalijemo ali pa damo pod hladno vodo. Pravi barista mora znati dejansko cel postopek kave, morajo znati kvalitetno in hitro pripravljati, pa se držati dejansko nekih normativov, ki so pomembni za kvalitetno pripravo kave in penjenje mleka. Evo, espresso se vedno postreže, Miha, če si ti gost, damo pred gosta. Zdaj gosti pa mora vedno espresso si ga vzame, nujno ga mora z žličko premešati, da dejansko se espresso dovolj premeša, da ne prije samo pena v usta, tista grenkova, potem pa idealno je, da se spije v 3 požirkih.